Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v času dopustov in počitnic. Za nekatere je bil letošnji dopust prava vročinska mora, saj so pasji dnevi kar malce pohiteli. Po ljudskem izročilu naj bi namreč trajali od 23. julija do 23. avgusta. No, pa saj ni nič več tako, kot je bilo, tudi v naši diplomatski dejavnosti ne, kjer so se nekateri vedli prav začetniško. Sicer pa nas, državljane, tarajo še druge skrbi, ki jih moramo reševati sami ali ob pomoči nekaterih inštitucij. Nekaj o tem boste izvedeli tudi v informativni oddaji tega tedna. Vabljeni torej k ogledu. V rubriko Aktualno smo uvrstili pogovor s slovenjebistriškim županom dr. Ivanom Žagarjem. Z njim se je pogovarjal Tomaž Ajt. Elektro Maribor vročil slovenjebistriški Karitas in Rdečemu križu po 1500 evrov. V Laporju se je sestal občinski varnostni sosvet in obravnaval ukrepe v zvezi s požigi v krajevni skupnosti. V okviru poletnih kulturnih prireditev, ki jih organizira Slovenjebistriški zavod za kulturo, obiskovalci prisluhnili koncertu pevke Tanje Žagar. Pretekli in ta teden so policisti ponovno zabeležili veliko kaznivih dejanj. Nastale škode je za več tisoč evrov. Gospod župan, v skupnosti občin Slovenije ste pojasnili, da je višina povprečnine 519 evra na prebivalca, ki jo je pred kratkim sprejel državni zbor, nezakonita. Po vašem mnenju ne pokriva izračunanih stroškov za izvajanje zakonsko določenih nalog občin. Kaj torej takšna odločitev konkretno pomeni za slovenske občine in seveda za občino Slovenska Bistrica? No, gledajte, mi smo z vlado na začetku lanskega leta dosegli dogovor, po katerem bi morala vlada, če bi želela spremeniti, torej znižati povprečnino z teh 525 na nekaj nižjo, izpeljati, torej do zadnjega v juniju, določene sistemske ukrepe, ki bi dejansko pomenili znižanje stroškov. Gre namreč za to, da je bil takrat dogovor ta, da je v prvi polovici leta 525, v drugi polovici 501 približno, razlika je 22,8 milijona evrov in kolikor torej tega znižanja ne bi bilo, bi morala vlada ta sredstva zagotoviti. Zdaj do 30.6. praktično ni bil sprejet nobeden izmed sistemskih ukrepov, ni bilo narejenega tako rekoč nič na tem področju konkretnega in zato smo seveda mi v razgovorih, ki smo imeli v tem času, predlagali, da ostane povprečnina do konca leta na tej višini 525, se pa ob koncu leta poračuna, lahko tudi navzdol, če bi nekateri sistemski ukrepi, ki so bili zdaj pač strani vlade predlagane in bi naj pomenili znižanje, po drugi strani pa seveda smo priča tudi nekaterim stroškom, ki se povečujejo, torej da se to na koncu leta poračuna v smislu znižanja ali zvišanja povprečnine. Zdaj do tega dogovora v bistvu ni prišlo. Vlada je pač predlagala nekaj ukrepov, za katere oni smatrajo, da bodo pomenili znižanje stroškov za teh okvirno 6 milijonov evrov, govorimo na celotni ravni. To pomeni zdaj seveda teh 519 evrov. Mi ne da ocenjujemo, mi dokazujemo, da tega znižanja ni, sistemskega seveda, za izvajanje tekočih nalog, ker namreč to mora tangirati vse občine, ker je recimo med temi je bistven strošek, torej tole finančno jamstvo, za katerega pa vemo, da ga ne plačujemo iz občinskih proračunov, ampak je to strošek, ki je v ceni odlaganja odpadkov, kot primer. In takih ukrepov je še kar nekaj in ti seveda niso sistemske narave. In seveda, ker to ni bilo narejeno in ker smo mi imeli sprejete sklepe in pravzaprav ogorčenje veliko strani občin, je bila sprejeta odločitev na vseh združenjih, da pač se interes občin oziroma v tem primeru svojega občanov zaščiti z pravnimi sredstvi. Gre za to, da v prvi fazi se zdaj pripravlja ustavna presoja. Namen te ustavne presoje pa točno to, da se ohrani višina povprečnine do konca leta na teh 525, potem se pa lahko poračuna. Zdaj moram še eno stvar pojasniti.
Seveda lahko se marsikomu zdi, ne, da teh 6 milijonov pač za vse občine v Sloveniji ne pomeni, mislim, nekega velikega izpada, ne, vendar ni tako, ne. Problem je v tem, da mi v povezavi z zakonom, ki to ureja, ne, beležimo na nivoju vseh občin že izpad več kot 200 milijonov evrov, ne. Se pravi, če bi povprečnina bila izračunana na višini, kot bi morala biti v skladu z zakonom in v skladu z metodologijo, ki je sprejeta, bi morala letos biti 662, ne. Torej ne govorimo o teh evrih, ampak govorimo v stotinah, več kot 100 evrov, ne. In to pa je seveda tisto, kar je drastično, ne. In to seveda pomeni, da imajo občine, tudi naša, že številne probleme pri zagotavljanju sredstev za tekoče naloge. In zdaj, če konkretno pogledamo, kaj primeru bistriške občine to pomeni, ne. V bistriški občini to pomeni, ne, da mi iz naslova povprečnine izgubljamo tam okrog 2,5 milijona evrov na letni ravni, ne. Plus tega, ne, bi pa v skladu z zakonom o financiranju občin še morala dobiti ta sredstva iz 21. oziroma 23. člena, ki so namenska za investicije, ne, in letošnje leto smo tega dobili 1%, to je nekje okvirno 150 tisoč evrov, morali pa dobiti 6%, ne, merjeno na povprečnino, ne. Kar pomeni, da tukaj občina izgublja še dodatnih tam nekje slabi milijon evrov sredstev, ne, kar pomeni, da izpada sredstev na letni ravni 3,5 milijone. In zdaj, če pogledamo, kaj to pomeni, to pa pomeni to, da mi tekoče naloge, torej plače vrtcev, socialnih zavodov, vse te stvari, tako ali tako moramo poravnavati, ne. Se pravi, da mi praktično izgubljamo vsa investicijsko-razvojna sredstva, ne. In tu se pa seveda stvar potem bistveno zaplete, ne. In če bi, seveda, če se bo to nadaljevalo, potem praktično občine bodo ostale samo še na nekem mestnem transferju. To pa verjetno ni seveda osnovni namen in tudi niso potrebne, če me vprašate, ne. Potem pač ne to država sama recimo opravlja, ne. Funkcija občin je seveda na eni strani to, da zagotavlja tekoče delovanje, ne, na drugi strani pa seveda zato, da izvajajo neke razvojne naloge v svojem okolju, ne, predvsem na komunalnem in vseh ostalih področjih, ne. In seveda to se že reflektira, ne, marsikje tudi verjetno pri nas, marsikje, ne, na slabšem stanju na komunalnem področju. Mi nekako to še poskušamo, ampak težave v tem so, ne. In še to bi rekel, ne. Ne gre za to, veste, da gre to za denar za župane, ne, v bistvu gre to denar, to sredstva, ki so namenjena občinam, torej so namenjena za zadovoljevanje potreb občankam in občanom in gre za to, ne, da želimo, da je to na nek način primerljivo urejeno v Sloveniji, ne. Zdaj se seveda te stvari zelo močno centralizirajo, ne, sredstva ostajajo v bistvu okrog centra, ne. Vse občine smo praktično v isti situaciji, ne. Zdaj v tej razpravi, ki je bila, ne, če kdo to seveda gleda tudi po medijih, ne, potem je bilo predstavljeno, da občine so pa dobile v teh letih 9% več sredstev od transferja kot v lani. To seveda drži za ta investicijski del, ne, to pa zato, ker občine izvajajo 70-80% projektov investicij v javnem sektorju in v bistvu se letos končujejo projekti iz naslova kohezijske politike. Če tega ne bi bilo, bi seveda niti približno tega ne bi bilo, ker če se je povprečnina zmanjševala, ne more biti viška sredstev, ne. Tako da je to izključno za namenska sredstva, za investicije in v bistvu, ne, občine pomagajo državi črpati in vsaj pod glavnem v bistvu počrpati vsa ta sredstva. V naslednjem letu, veste, tega več v bistvu ne bo, ker se finančna perspektiva stara letos končuje, nova je nekje še v povojih, lahko rečemo, ne, investicij ni na vidu, jaz upam, da bodo kakšni novi razpisi že prišli v naslednjem letu. Kako so pa sedaj zaenkrat programi nastavljeni, bodo pa občine imele izjemno otežen dostop do teh sredstev, praktično skoraj ne bo možno črpati oziroma ne bo dostopa do teh sredstev. Rekli ste, da boste glede povprečnine izkoristili pravzaprav vse pravne možnosti. Kdaj lahko pričakujemo odločitev? Ja, gledajte, odločitve so seveda odvisne od inštitucij, ne, zdaj kar zadeva ustavno presojo, se ta v tem trenutku pripravlja in je dogovorjeno, da se vloži v proceduro po sodnih počitnicah, ne. Naslednji korak je seveda tožba, ne, namreč dogovor, ki je bil podpisan med vlado in občinami oziroma združenje občin je po naši oceni iztožljiv, zdaj, ker pa vemo, kako delujejo naše sodstvo, je pa vse vprašanje tega dela, ne. Vendar gre za to, ne, da želimo mi zelo jasno povedati, ne, da na tak način ni mogoče delovati, ne. Če je bil dogovor sprejet, ne, potem se ga pač potrebno držati, ne. Da pa je težava še lahko večja, ne, če mi na to ne opozorimo zelo jasno, ne,
morate vedeti, da se pripravljajo proračuni za naslednje leto, ne. In v povezavi z pripravo teh proračunov, neki dogovori so že napovedani, ne. Je zelo pomembno, ne, na katerih izhodiščih bomo seveda vztrajali v naslednjem letu, ne. Če bi zdaj mi pristali kar tako na teh 519, to s tem več ne pokrivamo, ne, je lahko to za nekoga izhodišče za naslednje leto. Vi dobro veste, da v tem času potekajo tudi, pa so potekali razgovori, pogajanja s sindikati, ne, in verjetno glede na gospodarsko rast, o kateri je veliko govora, ne, je za pričakovati seveda, da bodo sindikati vsaj z nekaterimi zahtevami uspeli, med drugim tudi na področju plač, ne, in če bodo odpravljene oziroma sproščena napredovanja, ne, potem za našo občino to pomeni na tekočih transferjih približno do pol milijona dodatne obremenitve, ne. In če je zdaj vsa ta povprečnina, da mi več ne bomo mogli izpeljevati niti več teh obveznosti, ne, da ne govorimo seveda o nekem delu na komunalnem področju, ki je nujno, ne, ki je predpogoj za kakršenkoli razvoj gospodarstva, da se pa sploh ne pogovarjamo o kakšnih razvojnih projektih. Država je z upniki že podpisala sporazum o odpisu dolgov najrevnejšim. Kako bo k sporazumu pristopila naša občina? Glejte, zdaj, kar zadeva tega sporazuma, jaz moram reči, da, ker pač tudi sam predsedujem skupnosti občin, mi smo seveda na nek način tudi pozdravili pripravo nekih ukrepov, ki pomenijo pomoč tistim, ki so najbolj ogroženi. Tu ni nikakršne dileme, ne. Zdaj izvedba je pa seveda, če mene vprašate, spet izvedba nekoliko na slovenski način. Zdaj, prvič se meni sploh postavlja vprašanje, ne, zakaj je podpis sporazuma sploh potreben, ne, če je podlaga za to tako zakon, ki bi ne bil sprejet. No, podpis je bil napovedan, ker je to pač zdaj zgodba, ki kroži, ne, v času, ko je še zakon sploh ni bil sprejet, niti nismo poznali vsebine zakona, ne, in smo zato predlagali, ne, obe združenji, ne, vladi, da se ta podpis prestavi na čas, ko bodo znana tudi vsa dejstva, ne. Zdaj mi ne vemo v tem trenutku za našo občino, ne, kaj konkretno to še pomeni, ne, ker je potreba na podlagi sprejetega zakona, pa mislim, da tudi na državni ravni še ni čisto jasno, ne, zato ker ministrstvo še nekatere posvete iz tega naslova pravzaprav šele organizira, ker bodo verjetno dodatno pojasnili, ne, kaj je treba in kako se bo to speljalo, ne. Ampak v vsakem primeru mi moramo natančno oceniti finančno oceno tega, mi moramo vedeti, kaj moramo iz tega poravnati, ne. In ker to pomeni finančne posledice za občino, ne, v vsakem primeru je to stvar tudi odločitve občinskega sveta, ne. Zdaj morate pa seveda še eno stvar vedeti, ne, področja, ki jih zajema, torej ta odpis dolgov, ne, če jih pogledamo zelo praktično, ne, praktično zadevajo samo občine, ne. Zdaj, eden od sopodpisnikov je tudi Elektro, ne, gospodarstvo, vendar gre za odpis dolga iz leta 2013, ne, zdaj po mojem vedenju, tam so po moje ti dolgovi zelo zanemarljivi, ne, ker vemo, kako Elektro deluje, ne, če pač ne plačuješ, ne, te pač odklopijo, ne, torej praktično tam nekih dolgov ni, to pa ni stanje pri nas na komunalnem področju, ne, ker pač to niti ni mogoče, ne. Zdaj, komunalne dejavnosti so sicer na komunali, ne, ampak to je naš javni zavod oziroma naša organizacija, potem so pa dolgovi še vezani na delovanje vrtcev in šol, ne, ker smo mi ustanovitelj javnega zavoda, ne. In pomeni, da bo to breme, ki je praktično prevaljeno spet na občinski proračun, ne, in pomeni dodatne posledice. Jaz upam, ne, da bo potem, ko bo to znano, ne, tudi v dogovor za konec leta oziroma za naslednje leto, seveda to tudi se odražalo skozi ustrezen dvig povprečnine, ne, saj občina nima drugih virov, da lahko te stvari poravnava, ne. To je ena stvar, ne. Zdaj druga stvar je, kar se tiče, veste, tega urejanja na področju sociale, jaz absolutno seveda podpiram, da se te stvari urejajo in da je treba pomagati, tu ni dileme, ne, saj tudi mi z posameznimi ukrepi, ki jih pač zakon daje, omogoča že zdaj, seveda pomagamo socialno najbolj ogroženim, vse v tisti meri, ko lahko, ne, da ne govorimo vse o vseh ostalih transferih, ki so v bistvu tako ali tako socialne narave, ne, vendar bi jaz pričakoval, ne, če se že hoče na tem področju kaj narediti, da se pripravi sistemska rešitev, ne, znotraj katere bodo zajeti. Prvič se bo zelo jasno opredelilo, kaj je tisto, kar pomeni socialno ogroženost, in drugič, da bo z nekim enkratnim transferom zajeto kompletno področje torej teh socialnih transferov oziroma kar pač je, in da bodo potem seveda tisti, ki so prejemniki tega, iz tega poravnali tudi vse obveznosti, ne, na neki
meji, ki pač to mora biti postorjeno, ne. S tem dodatnim ukrepom je še en dodaten ukrep bil pripeljan, ne, ki pomeni seveda spet dodatno netransparentnost, kar je pa posebej še lahko težava, ne, je pa po moje popolnoma napačen signal, ki iz tega sledi, ne, ker to se pa zdaj že, to pa so že informacije tudi iz terena, da pač nekateri razmišljajo, ne, da ni potrebno več plačevati torej tovrstnih stroškov, ne, jaz potem ne vem več, iz česa seveda bo lahko komunala pravzaprav sploh zagotovila poslovanje oziroma da bo lahko svoje naloge recimo izvajala. In podobna stvar je seveda tudi na področju vrtca in šola, ne. In gre za to seveda, da je ta zadeva torej prevaljena na naša pleča. Zdaj, kar se tiče naše občine, ne, jaz sem naročil, da se v tem trenutku začnejo te stvari pripravljati, ker treba to zdaj povezati Center za socialno delo, vse te, da vidimo, kdo so sploh tisti, ki so potencialni prejemniki. Mi bomo seveda to naredili, ne zdaj koliko časa, jaz vam ne vem točno povedati, ne, verjamem pa, da to bo recimo naslednje seje občinskega sveta pripravljeno, ne, in bo potem seveda tudi občinski svet sprejel ustrezne sklepe in seveda, kar se tiče pomoči, jaz tu ne vidim težav, seveda tem najbolj ranljivim je pač treba to izpeljati, ne. Opozarjam pa seveda to, da gre spet za eno nesistemskost, ne, da gre ponovno za prevaljevanje dodatnih obremenitev na pleča občin in to pomeni seveda spet šibitev, ne, delovanja občin in da bi te stvari bilo potrebno nenazadnje tudi sistemsko urediti, ne, pa mogoče še kako stvar dodatno sistemsko pripeljati, ne. Recimo tudi, kar se tiče prejemnikov socialnih pomoči, ne, mislim, da bi bilo treba v Sloveniji izpeljati način, kot je način v vseh najbolj razvitih državah, s katerimi se mi tako radi primerjamo, ne. Ker so prejemniki socialnih pomoči pač zavezani, da za to tudi opravijo eno določeno delo pač nekje v javnem ali pa kakršnemkoli drugem okvirju. Na nedavnem 113. plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij ste predstavili poročilo o izidu pogajanj o partnerskih sporazumih in operativnih programih. V njem ste med drugim pozvali, da bi se postopki za kohezijske sklade poenostavili in se okrepile upravne zmogljivosti. Torej, kaj ste imeli v mislih? No, gledajte, najprej gre za to, da je pač odbor regij tudi zaradi tega, ne, zato ker so pravzaprav regije, občine tiste, ki izvajajo konkretne projekte, ne. To je ta večna zgodba, ne, ali se projekti torej načrtuje od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor, ne. Zdaj, normalno projekti nastajajo na terenu, ne, in če se kje to ve, ne, potem lokalni, regionalni nivo ve, kakšne so potrebe, kakšne projekti so potrebni za seveda razvoj. To seveda ne pomeni, da ne more, v bistvu to pomeni, da mora biti tudi usklajeno z državnimi nivoji, vendar mora biti ta stvar usklajena in v tistih državah, kjer je to na tak način narejeno, stvari tudi tečejo bistveno boljše kot pri nas. Govorim se o tem, ne, da tam, kjer seveda je regionalna politika pa lokalna politika tudi skozi nek finančni okvir, ki omogoča to ustrezno izpeljana, razvoj poteka bistveno hitreje kot pri nas. In zdaj tema, o kateri smo mi prej govorili ravno o tem, da se tako ni, ne. Zdaj ta ekonomsko-finančna kriza, ne, je tudi v marsikateri drugi državi, ne samo v Sloveniji, ne, seveda nudila izgovor za neko centralizacijo sredstev, ne. In pokazalo se je, kar se tiče seveda torej te ocene teh pogajanj v vseh državah, ne, ob tem, da je bila narejena tudi spletna anketa, v kateri je sodelovalo iz cele Evrope, mislim, da več kot 300 deležnikov, da je seveda sodelovanje lokalnih oblasti bilo zelo različno, ne. Vendar v 70% primerov, ne, so opozarjali in je to opozorilo zelo jasno, ne, da so lokalne oblasti recimo, ne, pa lokalni nivo je bil vključen v neka pogajanja, ampak bolj v smislu seznanjanja, ne, ni pa bil vključen na način, da bi to pomenilo res usklajevanje v pravem smislu. Slovenija je tipičen primer tega, ne, in se tu ni dobro odrezala, ne, in jaz mislim, da tudi iz tega naslova seveda sledijo številne težave in bodo sledile tudi zdaj naprej. In tudi iz tega naslova seveda je težava v tem, ker sem govoril, ne, da v prihodnje bodo sredstva recimo za torej ta lokalni nivo zelo omejena, ne. Ampak govorimo se o tistem delu, ne, ker bi ta finančna sredstva pa ti projekti lahko pomenili podporo za razvoj gospodarstva, ne. Saj ne govorimo o bilo čem, ne. Konkretno zdaj, če govorimo o Slovenski Bistrici spet, ne, mi pač si ves čas prizadevamo, ne, da ob vseh
programe, ki bodo na voljo gospodarstvu, recimo Impolu, za njihove razvojne projekte, ne, da je seveda nujno, ne, če želimo, da bomo tu res dobili nova delovna mesta, ne, da bo tudi lahko občina speljala ta projekt širitve oziroma podpornega okolja za širitev cone Impol za to ovoznico, ki je potrebna. Zdaj drugi del, ki je bil v zvezi s tem povezan, je seveda tudi karakterističen, gre za to, ne, da mi vsakokrat tudi iz strani evropskih inštitucij poslušamo, ne, da naslednja finančna perspektiva bo pa pomenila poenostavitev postopkov, ne podobno kot je Slovenija. Ne. Ko se pa v praksi stvari postavijo na mizo, ne, to se je spet pokazalo, ne, so pa postopki spet dodatno bolj zapleteni. Ne. In to je eno od bistvenih opozoril in na podlagi tudi verjetno tega opozorila, ne, je celo komisija ustanovila posebno ekspertno skupino, govorimo o Evropski komisiji, ne, iz ekspertov, ki bodo spremljali poenostavljanje postopkov, ne, torej na tej evropski ravni. Zdaj, kar zadeva spet iz tega naslova Slovenije, ne, je težava seveda dodatna, ne, zato ker v Sloveniji smo pa strokovnjaki za to, nekako predpise, ki so že tako tudi po moje pač nepotrebne, ne, na evropskem nivoju še tu pri nas dodatno zapletemo. Ne. In tudi zato, veste, imamo številne težave z pač koriščenjem evropskih sredstev, ogromno birokracije in vsega nepotrebne navlake, ne, in tudi marsikatera težava, s katero se mi konkretno pri izvedbah projektov tu na terenu srečujemo, sledi iz tega naslova. Ne. Če bi bili postopki drugačni, principi drugačni, potem bi te stvari bistveno lažje seveda tekle. Ne. Zdaj, tretja stvar je pa seveda ta administrativna pomoč, ne. Gre preprosto za to, ne, da je v teh sredstvih tudi veliko, pa en del tega denarja, ne, evropskega, namenjen za tako imenovano tehnično pomoč, to pa pomeni za pripravo projektov, torej za ljudi, ki delajo na tej pripravi projektov. Ne. Zdaj pa nas je seveda pokazalo spet to, ne, da je država preprosto ta sredstva uporabila za plače ljudi na državni ravni, za tiste, ki bi pa tudi na regionalni ravni, če že govorimo o regionalnih projektih, pomagali še kakšne projekte pripraviti, pa ni ostalo tako rekoč ničesar. Ne. Jaz se bojim, da se bo to relativno zelo negativno odražalo, kar se tiče koriščenja sredstva tudi v Sloveniji, predvsem z vidika, ne, res doseči teh ciljev. Zdaj veliko, ali pa večji del sredstev je praktično namenjen raziskavam in razvoju in gospodarstvu. Jaz upam, ne, in zato tudi več čas ta prizadevanja grejo tudi na moji osebni ravni, ne, da bodo ustreznega dela teh sredstev seveda deležno gospodarstvo tudi iz tega našega vzhodnega dela Slovenije. Govorim o tem, ne, da je Slovenija tudi na račun te nerazvitnosti, pa povečevanja razlik, ne, v bistvu spogajala dodatne pol milijarde evrov, ne, vendar kako so postopki tekli in kako se še več čas poskuša nastavljati, je problem spet te dodatne centralizacije. Ne, skratka, ves ta del bi ne bil uporabljen v Ljubljani in ko sem se pogovarjal z nekaterimi kolegi tudi sosednjih držav, ne, in glede na to, da smo mi razdeljeni na dve regiji, ne, pravzaprav niso mogli razumeti in verjeti, ne, da nimamo ločenih operativnih programov, ravno v sklopu tudi tega dela. Dotakniva se še nekoliko domačih tem. Tudi v teh poletnih dneh je zelo pestro v mestu Slovenska Bistrica, kjer potekajo različna dela. Ja, gledajte, mi zdaj v mestu Slovenska Bistrica na eni strani končujemo tem toliko v bistvu za ta kohezijski projekt oskrbe s pitno vodo, ne. To je povezano z enim delom, te del, ki ste jih beležili, ki jih lahko vidite, ne. Povezave z tem tudi še poskušamo, koliko pač imamo manevrskega prostora, urediti dodatno še kakšno ulico, nekoliko popraviti tudi infrastrukturo. Bo pa teh del še kar nekaj, ne, zato ker se bodo zdaj odprla še investicije, ki so vezane na ureditev torej tega dela partizanske od krožišča do Impola, ne, ker je res v slabem stanju. Ne. To je eno, ne, ureditev, urejanje gradišča, potem je tu še en projekt, ki je vezan na ureditev proti vodarni, pa še nekaj projekte, tudi nenazadnje končno dokončanje in aktiviranje tega mosta. Tu pa še verjetno bi lahko kaj našli za samo mesto, ne. Del teh ureditev gre tudi na območju Kruzeja, ne, ker tam tudi dodatno aktiviramo te prostore, tudi za neke gospodarske namene, ne, ali pa se za te spodbude, ne. Niso pa to edine investicije po občini, ne. Treba tudi povedati, da se tudi
drugod seveda v povezavi s krajevnimi skupnosti izvajajo posamezni projekti, so tisti, ki so najbolj nujni, tudi v sklopu seveda za omejenih sredstev, ne. Nenazadnje sta pa dva večja projekta, ki se pa izvajata, sta pa na področju predšolske vzgoje, gre za seveda gradnjo vrtca na Zgornji Polskavi in pa v Zgornji Lužnici. Parkiranje v modrih conah v Slovenski Bistrici bo kmalu nekoliko enostavnejše, a tudi dražje. In vse to z namenom, da bi zagotovili večjo frekventnost parkiranja v središču mesta, je tako? Ja, gledajte, zdaj, kar se tiče vaše dikcije dražje, jaz se s tem ne morem strinjati, ne. V celoti ne, res je, da se urna postavka je dvignila, ne, res pa je, da smo mi sprejeli ukrepe, ki pomenijo večjo fleksibilnost, ne. Tako da tisti, ki res rabi to parkiranje v modni coni temu, čemer je namenjeno, ne, se pravi za neki kratek postanek do pol ure, za tistega se bo seveda parkiranje tudi ne podražilo, ampak pocenilo, ne. In moram še to reči, ne, modre cone že takrat, ko so bile vpeljane, ne, so bile vpeljane izključno zaradi tega, ne zaradi zaračunavanja osnovne parkirnine, ampak zaradi tega, ne, da se parkirišča tam, kjer so najbolj frekventna, res namenijo temu, da ostanejo frekventna. Torej, te hitri ali pa relativno hitri izmenjavi parkiranja. S tem, da treba še to povedati, ne, da seveda v Slovenski Bistrici lahko z enim tem parkirnim listom vi parkirate po vseh parkiriščih, ne. Druga stvar je pa to, da jaz ocenjujem, da imamo mi relativno dovolj, nikdar jih ni dovolj, ne, ampak kar ustrezno število parkirišč, ki so v krogu, kaj vsem 5 minut, pa še moče manj, če govorimo o pešhoji, ki so pa brezplačna, ne. Tako da verjetno se tudi vsakemu potrebno res pripeljati v trgovino, ne, ampak če že ne more pač si privoščiti tega parkiranja, ampak je može uporabiti tudi to, pa narediti en kratek sprehod, kar je pa dobro tudi za zdravje. Povejmo še, da pospešeno potekajo priprave za prireditev podobe bistriških domačij, ki bo potekala 4. in 5. septembra v Bistriškem gradu. Torej, kakšna bo osrednja tema? Ja, gledajte, zdaj osrednja tema je vezana, po mojem vedenju, na samooskrbo, ne, se pravi na nadgradnjo teh aktivnosti, ki so se znotraj nekaterih teh projektov tudi že potekali. To je seveda tudi povezano s samo promocijo Bistrice, vseh akterjev, ki na tem področju delujejo, torej se pravi ekološkega kmetovanja, potem pa tudi na področju recimo, kaj vsem, turizma in še česa, ne. Res pa je, ne, da bomo morali seveda v prihodnje najti neko formulo, kako ustrezno tudi ta projekt nadgraditi, ne. Tudi namen tega ni, da ostanemo seveda znotraj mesta Slovenska Bistrica, ne, namenjeno seveda je absolutno, ne, občankam, občanom, tu krajanom tudi mesta in ostalega dela občine, ne, vendar gre za to, ne, da se tudi skozi to poskuša torej pripeljati en del ljudi, ki jih to zanima, tudi skozi nek turističen ali pa kakršenkoli drugi vidik tudi v samo mesto, ne. In kar se tiče seveda sploh turističnih projektov, ne, verjetno morali tu narediti tudi še kak korak naprej, ne, tudi na pobudo posameznih akterjev, ki na tem delajo od vinogradnikov, torej teh kmetovalcev in še koga, ne, zaokrožiti neke res celovite turistično ponudbo, ne, in podpreti izključno tudi glede na omejena sredstva tiste turistične projekte, ki pomenijo dodano vrednost za občino Slovenska Bistrica. Lahko tudi v sodelovanju z širšo regijo, ne, ker vemo, da ni možno promocije uspešne na ZEN sploh ne peljati na tem segmentu, ne. To sem posebej izpostavil zaradi tega, ne, zato ker se pač skozi leto tudi pojavijo številni ideje, ne, kako in kaj, moram to povedati, da mi čez leto nimamo praktično nobenega manevrskega prostora več zagotavljati nekih strašnih dodatnih sredstev za neke projekte, ne. Morajo pa, če pa se že kako takih projektov seveda pojavi, je pa absolutno potrebno videti, ne, kaj od tega generalno gledano imamo tukaj pri nas v Slovenski Bistrici, ne. Verjetno v tem segmentu ni ideja, ne, da bomo mi zdaj financirali izvoz naših ljudi, kaj vsem v neka druge dele, ne. To je to, ne, in recimo tudi zato, ne, smo, ko smo pač se pogovarjamo zdaj še o tem delu, ne, tudi takoj podprli projekt v bistvu Tour de Slovenija, ne, čeprav je pač neki vložek, ne, vendar promocija, ki ga je občina in tisti, ki so želeli pri tem sodelovati iz tega naslova dobila, bi ga niti približno ne bi mogli dobiti na ta način. In seveda imamo tudi povratno informacijo, ne, da
že, da to pomeni seveda dodaten priliv, recimo, turizma iz tega naslova kolesarskega turizma. Ne. Je pa k temu seveda zdaj potrebno zaokrožiti to celotno ponudbo, ne, tudi z vsem ostalim in priključiti akterje, ki so tu aktualni. In še nekaj stvar je treba povedati. Ne. Mi bomo morali pogledati približno, kje smo, ampak čisto konkretno v tem trenutku, ne, in kam bi radi prišli. Ne. Pogledati, kdo so akterji v tej zgodbi, ne. Verjetno smo tudi mi kot občina z nekimi postopki, verjetno država z nekimi postopki, vendar so pri tem akterji tudi, tudi ponudniki teh storitev. Ne. In povedati, ne, kaj vsak od nas mora storiti, da bomo rekel, mi prišli do tega cilja. Ne rabimo neke strašne spet, študije, ne, turistične, ko smo že tako imeli ne vem koliko, ne, ampak rabimo čisto konkretne ukrepe. Ne. Seveda zato, še enkrat ponavljam, ne, da bo našo gospodarstvo ali pa tisti del, ki deluje na področju turizma, samooskrbe, kmetijstva, vinogradništva, tudi kulturne ponudbe, če česa imel nekaj potem od tega. Za konec samo še tole vprašanje, kako polnite baterije v teh vročih dneh? Ja, v teh vročih dneh se baterije polnijo s tem, da je rečno hladno, ne. Kar je malo neobičajno. Res je, da je zdaj tale čas mogoče bolj vroč, kot je bil. Zdaj vročine je več vrst, ne. Ene so te naravne, ne, druge so še kakšne druge, ne, ki se tudi ves čas dogajajo, ne, tako da ni aktivnosti, kar potekajo, no, ves čas, ne. Nekatere stvari smo se dotaknili od vseh teh pogajanj in vsega ostalega. Zdaj, kar zadeva, seveda je že fajn, ne, poletje je tu, je fajn, da je toplo, mogoče res letos malo pretiravajo nekje z tem, ne. Jaz tudi sam seveda predlagam vsem, da pač res te najbolj obremenjujoče dneve pač poskrbijo predvsem ali pa mislijo na sebe, ne. Je pa res, da pač mogoče smo celo nekoliko vsi že skupaj malo razvajani, ne, ker sem prepričan, ne, ko bo čez 14 dni pričelo deževati, da bomo pa vsi pozabili, da nam je bilo zdaj zelo vroče, pa bo spet isto vreme, ne bo v redu. Ne. Pač je vsakega potrebno vzeti tisto, kar je v redu, ne, to izkoristiti, ne, malo se čuvati, ne, kar pa sicer zadeva nekih še kakšnih vročinskih pojavov, je pa pametno, da se vse recimo za mizo se dogovoriti nekako naprej, argumentirano in potem stvari lahko naprej tečejo. V rubriki Lokalne novice objavljamo nekaj prispevkov iz slovenjebistriške občine. V četrtek 16. julija je družba Elektro Maribor v prostorih Elektra Slovenska Bistrica opravila donacijo sredstev humanitarnima organizacijama, Območnemu združenju Rdečega križa Slovenska Bistrica in Župnijski Karitas Slovenska Bistrica. Pomočnik predsednika uprave družbe Elektro Maribor za razvoj Silvo Ropoša in vodja območne enote Slovenska Bistrica Miran Đuran sta predstavnikoma obeh humanitarnih organizacij predala 2 donaciji, vsako v vrednosti 1500 evrov. Dogodka sta se udeležila tudi predsednik Rdečega križa Slovenije, območna združenja Slovenska Bistrica dr. Janko Predan in vodja Župnijske Karitas Slovenska Bistrica Milan Borko. Gospod Ropoša, v Elektro Maribor nadaljujete z humanitarno pomočjo organizacijam. Tokrat ste se odločili, da donacijo oziroma humanitarno pomoč namenite obema organizacijama, ki delujete tudi na območju občine Slovenska Bistrica, se pravi območnemu združenju Rdečega križa in pa Župnijski Karitas. Tako. Torej, v Elektro Maribor, ker se res nekako zavedamo v okviru ene izmed naših odlik, to je družbene odgovornosti, smo se odločili, da bomo v bistvu skušali pokriti naše celotno področje delovanja, od madžarske meje, avstrijske meje, hrvaške pa vse do Slovenskih Konjic. Obiskali bomo prav vse naše enote, na vseh enotah zaznavamo, da problemi so. Naši delavci se dnevno srečujejo z ljudmi, ki so v stiske, in v okviru razpoložljivih sredstev, ki vsako leto predvsem iz družbene odgovornosti namenimo v takšne sklada, skušamo nekako zajeti celotno področje delovanja teh organizacij. V Bistrici sta se nam oglasile 2 organizacije oziroma smo zaznali 2 in prav je, da dobita obe določena pomoč, to je vsaka po 1500 evrov, s katerima verjamemo, da bodo rešili marsikatero težavo. Gospod Borko, tudi na Župnijsko Karitas tu v Slovenski Bistrici se zanesljivo obrača vedno več družin posameznikov, ki jih seveda ekonomske in siceršnje
razmere tiščijo na prag revščine. Pomembno je, da to pomoč dobijo humanitarne organizacije, ker bo na ta način zanesljivo dosegla tiste najbolj ranljive skupine in pa posameznike. Ja, res je, imate prav. V lanskem letu smo začutili eno izredno rast pomanjkanja tistih osnovnih življenjskih stvari, kot je hrana, obleke. In smo lani tudi v jeseni kar 90 paketov mesečno podelili ljudem hrane in ogromno kosov obleke šlo. Teda še letos je to malo sicer zmanjšalo na 70 paketov hrane in mi tudi plačujemo kar veliko položnic. Potem tudi ukvarjamo se precej z starejšimi invalidnimi osebami, ki jih nekako obiskujemo, gremo z njimi na romanje, potem imamo letno srečanje, potem tudi tistim otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine in nekako dajo potrebe, mi jim tudi kupimo in pa tudi, kolikor je v naši možnosti, plačamo kakšno položnico in pa tudi pošljemo kakšno družino na morje, kot letos, ki je bila družina ena z mati samohranilka, 4 otroki in od tega še bil eden invalid na invalidskem vozičku in res to čutiš, to potrebo po pomoči. Hvala Elektro Mariboru, hvala tudi v tej priliki, bom rekel, tudi županu za njegovo pomoč, ki nam daje, ker mi nimamo rednih prihodkov. Mi kar dobimo tako, s tem mi lahko upravljamo. Res iskreno hvala Elektro, ja. Zaradi požigov na območju Laporja in Hošnice se je v torek 28. julija na izredni seji v prostorih Krajevne skupnosti Laporje sestal varnostni sosvet občine Slovenska Bistrica. Poleg članov varnostnega sosveta so se ga udeležili tudi predstavniki Krajevne skupnosti Laporje in predstavniki gasilskega društva Laporje. Na sestanku so se seznanili z varnostnimi razmerami na širšem območju Laporja in Hošnice, kjer so bili lani in v preteklem tednu na delu storilci požigov. Sprejeli so sklep, da bodo projekt Varovana soseska, ki deluje v mestu Slovenska Bistrica, razširili še na območje Laporja in Hošnice. Tako bodo v operativno pokrivanje območja poleg policistov, ki to delo že opravljajo, vključili še občinske redarje in varnostnike podjetja Varnost. Sklenili so tudi, da bodo s pomočjo policistov k sodelovanju, kjer bi se lahko požigi nadaljevali, vključili še gasilce prostovoljno-gasilskega društva Laporje. Sicer pa preko medijev pozivajo ljudi, ki imajo kakršnekoli informacije o požarih, ki so se zgodili na omenjenem območju, da obvestijo policijo na anonimno telefonsko številko 080 200. V sklopu slovenjebistriških večerov kulture, ki jih organizira Zavod za kulturo, je 10. julija potekal koncert slovenske pevke in akademske glasbenice Tanje Žagar. Spremljali pa so jo Vipavski tamburaši, ena najbolj uspešnih slovenskih tamburaških skupin. Na koncertu je sodelovala tudi spremljevalna zasedba Avantura. Večer pa je obogatil tudi kubanski violinist in multiinštrumentalist Lazaro Zumeta. Prazna soba tiha, brez ljubezni diha, nič več ni med nama zdaj. Več me ne objameš, brez besed ostaneš, ko sprašujem te zakaj. Saj še včeraj sva smejala se, a že danes sem brez tebe. Zdaj, ko z mano krmi, vsaka pesem boli, vse drugače je, tiho teče sama. Zdaj, ko tvoje srce zame ne ve, čas ustavil se je. Tiho teče Sava še.
dan začeli, jaz ne vem, kako nekaj. Kar po svetu tavam, da srce bi našla, a brez tebe ga ne znam. Saj še včeraj sva smejala se, a že danes sem brez tebe. Zdaj, ko z mano te ni, vsaka pesem govori, vse drugače je, tiho teče sama. Zdaj, ko tvoje srce zame ne ve, čas ustavil se je. A tiho teče sama še. Tiho teče sama še. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so zabeležili 17 kaznivih dejanj, od tega 9 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari in 5 drugih dejanj. Hošnica. Na kozolcu je zgorelo več kmetijskih in traktorskih strojev ter balirane krme. Škoda je za približno 50 000 evrov, policisti za storilcem še poizvedujejo. Pragersko. V enem gostinskih lokalov je neznanec poškodoval vrata. Vlomljeno je bilo tudi v objekt društvo, od koder sta izginila zaboj piva in menjalni denar. Slovenska Bistrica. Nekdo je vlomil v klub, odnesel ni nič, nastala pa je materialna škoda. Te pridipravi so iz več tovornih vozil in delovnih strojev ukradli večjo količino nafte, škoda je za 5500 evrov. Freihheim. Nekdo je ukradel 2000 litrov nafte, škoda je za 2000 evrov. Kostanjevec. Nepridipravi so dvakrat poškodovali pleteno kovinsko ograjo z betonskimi stebri v dolžini 100 metrov. Lastnik je oškodovan za 2000 evrov. Čadram. Nekdo je občanu z dvorišča ukradel visokotlačni čistilec, vreden nekaj 100 evrov. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 8 prometnih nesreč, odvzeli 4 vozniška dovoljenja, podali 3 obdolžilne predloge in izdali 22 plačilnih nalogov. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 10-krat. Obravnavali so še 3 prekrške v prometu s prepovedanimi drogami, 2 manjše požara in podali 2 predloga drugemu prekrškovnemu organu. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla, nikoli pa se ne bo iztekla skrb za varnost v cestnem prometu, h kateri lahko prispevamo vsi udeleženci. Ne bo odveč opozorilo o upoštevanju cestno-prometnih predpisov, pa tudi o tem, da je treba vso pozornost na cesti usmeriti v vozila pred nami in za nami. Pa srečno na poti, kjerkoli že boste.